Mogoče bi najprej samo pojasnil, da v knjižnici Laško sodelujemo pri projektu samo z območjem občine Radeče, kjer imamo seveda tudi občinsko oziroma krajevno knjižnico, ker je šlo namreč za regijski projekt v okviru Posavja. Je projekt poseben, še posebej v tem oziru, in zato je bil tudi kot inovativen način povezovanja knjižnic nagrajen, ker pri njem prvič v takšnem obsegu v slovenskem knjižničarskem prostoru smo sodelovali 4 knjižnice, 5 občin in pa še Ministrstvo za kulturo, ki je v višini 60% sofinanciralo nakup vozila. Tako da Posavska potujoča knjižnica, ki je bila predana in slovesno otvorjena v septembru, opravlja svojo funkcijo od oktobra naprej in pokriva nekako območje, na katerem živi tam od cirka 75,000 prebivalcev. Zdaj, časi ukrepov in omejitev seveda niso najbolj prijazni za promoviranje takšne nove aktivnosti, namreč na tem celotnem območju dejavnost potujočih knjižnic ni bila na takšen način organizirana še nikoli doslej. Pa kljub temu v enem mesecu dobrem delovanja, vmes 2 tedna je vozilo tudi moralo stati zaradi ukrepov, pa vendarle v tem mesecu so ljudje že lepo sprejeli to novo storitev, jo začeli uporabljati in nekako z optimizmom zremo v prihodnost. Mogoče bi dodal samo še to, ves čas smo se trudili, da smo se sodelujoče knjižnice trudile, da ta projekt res promoviramo kot skupen projekt, kot regijski projekt, v katerem smo vsi enakovredni partnerji, in zato smo si prizadevali tudi z novo skupno celostno podobo. Imamo celo, oziroma potujoča knjižnica ima celo svojo himno, in pa zaposlili smo tudi 2 nova knjižničarja, ki opravljata to dejavnost na celotnem območju, ki ga obiskuje potujoča knjižnica. Rekli ste že, in dejstvo je, da živimo v posebnih časih epidemije, ko se zadržuje večina ljudi doma, knjižnice pa ste kljub vsemu odprte, prav zato, da bi omogočile boljši doseg ljudem, tudi otrokom, do knjig, do lažjega učenja. Najbrž so to tudi za vas posebne okoliščine. Kako je v vaši knjižnici zdaj v tem času? Ste vsi zdravi? Ja, v naši knjižnici smo tako rekoč zdravi vsi. Veseli smo, da v tem drugem valu epidemije, kot je v današnji poslanici tudi poudarila sekretarka z Ministrstva za kulturo, da smo uspeli, da so knjižnice edine odprte kulturne ustanove, kajti v prvem valu smo bili zaprti kar cirka 50 dni. Tako da naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva, in čeprav se v letošnjem letu še posebej razvile določene storitve na daljavo, določene elektronske storitve, in jih naši uporabniki tudi bolj koristijo, kot so jih prej. Pa vendarle je stik s fizičnim gradivom, s knjigo, omogočanje izposoje tega gradiva še vedno tisto temeljno. Lahko rečemo, da so nam naši obiskovalci za to hvaležni, in trudimo se tudi v teh časih, da ob upoštevanju vseh ukrepov, vseh omejitev lahko izvajamo knjižnično dejavnost v tem njenem osnovnem namenu, in
veseli smo, da so tudi razmere tako v kolektivu kot v naših lokalnih okoljih takšne, da to lahko poteka normalno, tako kot v teh novembrskih in zadnjih oktobrskih tednih se je do sedaj izvajalo. Knjižnice in knjižničarji ste na svetu zato, da nas bralce navdušujete za knjigo, za branje, da nam približate knjige zlasti, seveda tudi vse ostalo knjižnično gradivo, ki ga hranite, ampak vendarle knjige so tisto temeljno, kar nam želite in hočete približati. Kakšen je vaš poziv v teh turobnih novembrskih, zimskih dneh, ko se ljudje res zadržujejo doma? Najbrž ni treba posebej, ali pa vendarle je treba posebej reči, kako dobro je, če beremo? Ja, seveda, kot smo že vsi večkrat slišali v teh mesecih in iz različnih naslovov, smo v neki situaciji, ki nam je vsem na nek način bila neznana, ki nam je vsem na nek način nova. Za večino ljudi je res v tem obdobju vse, kar lahko naredimo, je, da spoštujemo ukrepe in nekako v tem svojem deležu pripomoremo k obvladovanju te epidemiološke situacije. In zagotovo, ker smo nekako obsojeni na zelo omejene socialne stike in na svoje domove, je knjiga dostop tudi do znanja, do informacij, do kulture, do neke ustvarjalnosti, tisto, kar nam lahko v tem času vliva optimizem. Jaz bi morda v zvezi s tem dodal samo še to, da glede na odzive v tistih pomladanskih mesecih, marca in aprila, ko so nas ljudje klicali, ko so si želeli priti do knjig, ko je bila knjižnica zaprta, še kljub temu, kar je bilo dovoljeno, organizirali različne načine, brezstične izposoje, prevzemanja knjig, smo v praksi videli, koliko pomeni stik s knjigo. Branje pa je, saj vemo, je lahko sprostitev, je lahko nam da neko duhovno moč, nek optimizem in pa v teh časih tudi je morda korist branja v tem, da pozabimo na to vsakodnevno realnost, da zaposlimo svoje misli še s čim drugim kot s tem, s čimer se vsak dan soočamo. In morda je treba v nekem optimističnem duhu vzeti situacijo tudi tako, da s pomočjo branja bomo v tudi neki duhovni in mentalni kondiciji čim boljši pričakali nove, bolj spet normalne čase.